imam nekaj tako sprogramirano v glavi, da moram vsak dan nekaj početi, težko vsak dan ne morem, pa v bistvu na pol pauza je pa fitness. Na 21 sem imel čas, na 22, na koncu pa 2,57. To se pojavi, da sem imel moči za pol maratonu staro pa mučenja. Res zelo star motor, ki je bil zelo glasen in po tistem sem sklepal, da sem jaz bil ta prvi, zato ker je sposob meni voziti. In se šel nazaj do okrepčevalnice, sem spraševal tam na okrepčevalnici, kaj naj naredim, da sem pač medveda srečal. Spoštovana publika, drage tekačice in tekači, praznike upam, da ste preživeli, dobili kakšno kilo gor, spodobi se jim pravično je, vendarle je bila velika noč, zdaj pravijo, da prihaja prvi vročinski val letošnjega leta, kar bo super, z mano pa en čudovit gost, Gorenc, najbrž ga že poznate, pa ne veste, kam bi ga dal, ker ste ga videli že na Štenksah, pa niste dobro poslušali, komu ime. Aleš Debeljak je z mano iz Podbrezij. Aleš, zdravo, živo. Živo. Kakšno je vreme v Podbrezjah? Zdaj lepo začel deževati. Vetrovno, pa puščavski pisek je. Sami razlogi, da se ne gre ven z bajte laufati, ali kako, ali si danes ti že tekel? Nisem, sem že v takih letih, da rabim kakšen dan več regeneracije. Ampak vsem sumim, da pač ne boš, bom rekel, en takle praznični dan pustil vnemar, pa ne nič športov ali kako. Ne, sem bil dopolnjen v fitnessu. Imam kar precej dni v fitnessu. Ampak zakaj hodiš v fitness? Zato, da boš boljši tekač, zato, da pač imaš res deje, pa jih izkoristiš? Zakaj? V bistvu zato, ker imam nekaj tako sprogramirano v glavi, da moram vsak dan nekaj početi, težko vsak dan ne morem, pa v bistvu na pol pauza je pa fitness. Okay, zdaj boš mi na hitro orisal, kaj v fitnessu počneš, recimo, da se bom jaz, ker tudi ne morem laufati vsak dan, a ne počasi osredotočil, tudi na to športno dejavnost. Kaj pa delaš pol v fitnessu? Za roke, za hrbet, za noge, za celo telo, plenkaš, ne vem kaj? Jaz vsakič vse. Noge, roke, vsak dan vse isto, približno. Glavno, da se zmatram pa zgonam. Ravno kontra, kot bi mogel, ne? Vsi, ki pač nekaj delajo za moč, pa tudi laufajo, na takem nivoju, kot ti pravijo, da to vendarle pomaga. Ne vem, takrat, ko si utrujen, lažje držiš korak, posebej malo pošlepaš na tisto moč. Kaj pa ti meniš? Ja, sigurno pomaga. Predvsem jaz imam probleme s hrbtom, že dolgo časa. In če mi fajn boli hrbet, grem ponavadi v fitness. In po fitnessu je ponavadi vsaj par ur dober, oziroma do naslednjega dneva. Ok, težave s hrbtom, s križem, zdaj mi pa povej, mene tudi včasih že malo pošlata, pa pol imam še večji izgovor, da si na kavču ležem, to se sicer ni prava stvar, Kaj pa delaš ti za to, da hrbet zrihtaš? To mi zdaj povej. Glavnem, plank, tega je kar nekaj, trebušnjake, pa, glavnem, da se razgibam, se že to veliko pomaga. Tudi ta zgoran del, da se malo prelufta, kako nekaj mu rečem. Smo imeli eno debato o plenkih, koliko časa mi, stari deci, to zdržimo, koliko časa ti držiš plenk? Ja, ne vem, nisem še za rekord, nisem še probal, ampak ponavadi tam do 5 minut držim, pa se mi počasi dolg čas ratuje. To bom dal, to bom izrezal, pa dal na začetek tega podcasta, ker se mi zdi tako simpatično. Mi smo se dajali, kdo zdrži več kot minuto ali pa kdo zdrži 2, pa noben bo ni ratal dolg čas, ampak smo vsi pač v hudih mukah se sedali, če smo to provali, tebi je dolg čas v 5 minutah. Me veseli, da zdaj imam nov benchmark, pa novo letvico, ko bom dosegel 5 minut, se javim, pa boš povedal, kako se je to dolgo časati na plenku. Spoštovana publika, kdo je Aleš Debeljak? Dečko je iz Podbrezij, pred kratkim je praznoval
45. rojstni dan, čeprav zdi, da precej mlajši, ja, je pa maratonec, Ironman, triatlonec, trail tekač, ultra tekmovalec, ja, vse stranski, v vseh pogledih je večkratni zmagovalec tekaških preizkušenj pri nas in nekdanji tudi zmagovalec maratona v Bovcu, pa zmagovalec 6-urnega teka v Kranju, pa Ribence traila 3-krat zapored, Idrija traila, 70-kilometrskega teka v Baški grapi, pa še bi lahko naštel, je aktualni podprvak v teku na 100 kilometrov in paste zdaj, je eden redkih Slovencev, ki je že tekel v najbolj zaprti državi na svetu, v Severni Koreji, še več kot to, eden redkih na svetu sploh, ja, ki pa je na tem maratonu, na maratonu v Pjongjangu zmagal. O tem bova danes govorila z Alešem. Začela so dobro. Jaz sem prej pogledal tvojo stravo, Aleš, pa sem mislil, da imaš več kilometrov, prej si že nekaj potožil, da tečeš vsak dan. Lansko leto si jih naklepal 2500, sicer kar precej višincev, 150 000, pa vendarle 2500 ni, ne vem, kakšna kilometraža za nekega resnega maratonca. Ja, so pa, ti kilometri so pa vsi na polno, ne? To se vidi. Tako da počasnih kilometrov pri meni ni. Zato je pa tudi verjetno so določene poškodbe, pa utrujenost starosti pride. Ja. V najboljšem letu sem naredil 4000 kilometrov v teku. To je bilo kaj? Da sem prej tudi kombiniral veliko kolesa, dokler sem se šel še triatlon. Je bilo tudi, ne vem, dobro. Mogoče so bili prej bolj ravninski kilometri, v triatlonu pa kolo, tudi tam 4 do 5000 kilometrov več ni bilo. Se je tudi časovno mi zneslo, je bilo še plavanje. Zdaj pa v glavnem, ja, po hribih ravnine je zelo malo, razen kakšen maraton še, lansko leto pa Tita Dolgi, toliko edin, kar sem ravnino laufal, ostalo pa vse v hribih nekako mi, ne vem, bolj odgovarja, no, ali pa. Boš rekel, da se lahko tudi v hribih z višinci pa s naporom na polno pripraviš recimo na cestni maraton? Ja, kaj pa vem, ja. Po moje, do določene mere že. Če bi pa hotel kakšne bolj rezultate, po moje mogo bolj po plansko, jaz itak po planu še nisem treniral v življenju, tudi če sem imel kdaj plan napisan, pa sem probal po planu nekaj začeti, pa nisem bil zadovoljen. To, ne vem, glava pač je rekla, da ni zadovoljna po treningu in sem pač spet šel po starem, na polno od začetka pa do konca. Ampak, ko si treniral še za Ironmana, se spomnim enkrat, da si dejal, da tam pa si mogel po nekem planu vsem delati, pa vem, da ste v klubu imeli neko trenerko, ki vas je malo preverjala in tako naprej. Ja, tam trenirali smo plavanje skupaj, ne. Tam jaz sem bil čisti neplavalc, do pred 10 letu sploh nisem znal plavati, mogoče žabco 50 metrov, pa še to z glavo nad vodo. Potem sem se tam nekako naučil kravljati, tako da sem splaval tam, da se vsaj približno v redu na Ironmanu odplaval tistih 3800 metrov. Kravljati, zdaj rečemo, da pogojno znam plavati. To se pravi, kolo pa tek smo pa sami trenirali po planu. Zdaj, plan je bil napisan, samo jaz ga nisem držal. Nisi človek, da bi treniral po planu, ampak ja. Pa si jih kdaj poslušal na ta račun, joj, Aleš, a lahko enkrat narediš po planu, bo bolj za tebe ali kako? Jaz se vidi, da sem slišal tudi marsikakšnega drugega, samo, ne vem, če ti ustreza tak način, ko ga imam jaz, potem se greš takega načina. Zdaj, če ti pa ne paše tisti nekaj počasnih tekov, pa to, pa da ni zadovoljen po teku, ne vem, to je zame matranje. No, ok, praviš, zadovoljstvo je pred tem, da pač izpolnjuješ neke plane, pošteno, ampak treba skočiti, evo, zdaj, večkrat nazaj. Jaz sem pogledal tvojo statistiko v maratonu, začne se v letu 2013, ampak gotovo si že prej se dajal športom, s tekom, tudi s čim drugim še. Kdaj pravzaprav si se podal
v športne vode pa potem odkril, bom rekel, tek? Ja, ne vem, še med šolo, to se pravi srednja šola, sem igral nogomet, glede za ta vaški klub, ta Gorenjsko ligo smo igrali. Tam v bistvu jaz nisem bil ne vem kakšen fuzbaler, sem bolj tekel gor pa dol, pa kilometre po mojem nabiral žoge, sem se dotaknil celi tekmi, ne vem, po mojem 2-krat, 3-krat. Že takrat sem videl, da mi bolj všeč tek, pa individualni športi sploh. Težko sem se v družbi znašel, že takrat sem videl, da bo treba nekaj individualnega najti. Pa sem takrat se prestavil na kolo v glavnem. Od začetka tam od 18. do 30. leta sem veliko bil na kolesu, pa že takrat sem hodil tudi v fitness, predvsem po zimi, polet pa kolo. Po 30. sem pa začel tudi s tekom. Prvi polmaraton je bil 2006 v Radnicah. Leta 2004 sem, takrat, ki je bila prva sezona Gorenjskega pokala, sem tudi tekmoval tam. Sem bil na 5 tekmah, to je bil minimum za končno uvrstitev. Moj ta prvi organiziran tek je bil pa tek na špičasti hrib, ki zdaj že, ne vem, verjetno že ne 15 let ga ni več, ali pa 20. Mogoče je bil takrat sploh zadnjič. To je bilo 27. aprila 2004, to se še dobro spomnim. Čisto ne znam, jaz takrat sploh nisem tekel nisem nič, kar je bilo kondicije od tega nogometa. Tisti tek je bil štart prvni Ribogojnici v bistvu. Ja, enkrat sem bil na tem. Tako. Strmo, ko s to vrago. Neznan teren zame. Ampak, tekljal si, hodil si na te tekme, si razmišljal, ok, zdaj moram malo potrenirati, tole mi ratalo všeč, ali si pač hodil tako pač časno, pa niti nisi imel takrat kakšnih hudih planov, ali kako? Ja, ne vem, všeč so mi te številke, pa rezultate, pa malo primerjeni z drugimi, potem pa to malo odpotegne, pa ko napreduješ, greš še drugam, pa ko vidiš, da je premagal na naslednji tekmi tistega, ti prej premagal, ti ratal všeč in pač začneš hoditi malo po teh tekmih. Pa zanimivo je, pa bolj individualno je, prideš, si prijaviš, odtečeš, greš. Se morda spomniš svoje prve tekaške zmage? Če morda v tistih časih, preden si podal maratonske vode, kdaj slavil, kje na kakšni tekmi, morda v Gorenjskem pokalu ali kje drugje? Ne, to sploh ne. Tam so bili, jaz sem bolj vzdržljiv, na Gorenjskem pokalu so krajše tekme. Jaz sem prvo tekmo verjetno zmagal to kakšno daljšo, ne vem, nad 40 kilometrov, ne vem, po moje, pred parimi leti tam, 2017, pa takrat po moje ni bilo moglo biti kakšno Soča, ne vem, 50. Prej pa nisi, prej si pa pač zahajal si na te tekme. Ja, tam je več konkurenca, na krajših razdaljah. Na teh daljših je pa manjša konkurenca, pa vzdržljiv je treba biti, pa pač prideš, enkrat se ti posreči, pa zmagiš. Si se rekel, ko si pač tekel že kar nekaj let, potem ta maraton te je avtomatsko potegnil, ti je kdo rekel, Debeljak, da se pa počasi prijavi na maraton, dober si, ali si imel že to že prej, malo gledano, ok, enkrat bom šel pa. Jaz pač nek posebnih planov ne delam, jaz se ko nekaj vidim, pa da mi je všeč, se hitro prijavim, pa poj odmislim, pa grem poj na tekmo. Pa nič preveč ne kompliciram, nič se preveč ne planiram, ne vem, tak način imam že skozi. In nekako, po mojem, ne bo to kar tako ostalo. Zdaj težko se spreminjati pri teh letih. No, do tega še prideva, do let, ja. Ampak ko si šel to je prvi maraton, ne? Tega se pa sigurno spomniš, ne? Ja, to je Dunaj 2013. Tako je, ja, to je zdaj že 11 let od tega, zdaj le bo 11 let v kratkem, tako. Zakaj 2013 Dunajski maraton, ne? Zakaj ne vem, najprej kakšni Radenci ali pa GM4, zakaj Dunaj? Težko vprašanje. Verjetno to je bilo spomlad,
takrat sploh še nisem toliko spremljal teh maratonov, videl sem razpis, ste vi organizirali. Všeč mi je bilo, da sem kam šel za par dni od doma, pa še maraton je bil, ne vem, kombinacija vsega, izleta pa tika. Pa spomladi je bilo, no, te maratoni v Sloveniji so pa razen Radencev so šli jeseni. No, takrat sta bila samo Radenci pa Ljubljana, sej. Istra še ni bilo, tako je. Bovca ni bilo, Istre ni bilo, tako no. Si šel na Dunaj in ko si stal zdaj na maratonski startni črti, si rekel, grem, kakor mi duša da, ali si kakšne napotke od koga prejel, ker prvopristopniki na maratonu zelo radi privlačijo kakšne veterane, ki jim potem pamet solijo, kaj morajo počenjati. Ti si šel čist. Na 21 sem imel čas, 1:22, na koncu pa 2:57. To se pojavi, da sem imel moči za pol maratonu starosti pa mučenja. Na 35 kilometrov in da sem še hodil po tistih tračnicah železniških, to se dobro spomnim. Pa nekako sem se prvo lepo v cilj. Sam upal sem, da bo pod 3 ure. No. Aha, to pa si nekako si že naprej zastavil. Ja, rečemo. To je bil osnoven cilj ali pa plan. Da greš pod 3 ure. In to ti je rad, ali si rekel, ale moja, kam se naslednji dan pridem, zdaj sem pa nekam drugam prijavil, ali kako? Mislim, da sem se pojedel na gorski maraton že v Podbrdo, še isto leto prijavil. Koliko časa si imel muscle fever po Dunaju? Tisti se ne spomnim za Dunaj, spomnim se pa za Radence, tisti je bilo pa kar predsej, ampak tisti je bil muscle fever že kuj, sem prišel v cilj. Sem še imel slabo obutev, pa če domov sem sam pelal, tako da sem komaj prišel domov. To je bilo leta 2006, tisti je bilo v brez vsakih treningov, noge sploh niso bile navajene na noben asfalt, tisti je bilo pa res hudo. To se pa dobro spomnim. Pa za Dunaj sem pa že treniral po asfaltu, samo ne pa dolgih tekov, ki je do 20, pa moji teki so bili v glavnem okrog 15 km, pa 1 uro. Pa te ni skrbela, recimo, ko si šel na maraton, pa si to vse bo 3 ure, to me sigurno bo kje zažagalo, bom srečal zid, a si rekel, moram probati, da vidim, kako to zgleda. Ne, se to, tiste 3 ure sem se določil med tekom. Sem približno vedel, da če je 1:22 na 21, pa sem vrtinal še 1:38, upam, da bo to nekako šlo. In to sem pa tisti trmo nekako prigrizel do cilja pod 3 ure. Sicer malo hojem, ampak vsem. Potem si šel na gorski maraton 4 občin, ampak tam je pa čist druga pesava. Tam pa sploh, ne vem, kako ne temu rečem, ampak ško bi temu rekel, ne klasičen tek, tam je grizenje kolen na gor, pol je vrtoglav spust na dol, pol je pa lovljenje sape, pa upaš, da preživiš do Porezna, ne? Pa se pa zliješ še v cilj, kako si ti doživljal pa gorski maraton tistega leta 2013. To je čisto na novo stvar bila, malo z drugačnimi očmi gledaš, itak greš že v začetka, ker lahko daš, pa upaš, da boš preživel. Nisem imel kakšne posebne krize, ni bilo, se pa spomnim, da sem že kuj na začetku sem dohitil Žontarja in me je že podučil, oziroma me najprej vprašal, če sem prvič, sem rekel ja, in me je takoj podučil, da moram s pametjo naprej, da ne prehiter. Sam. Jaz sem šel pač svoj tempo naprej. Kje si pač mogoče srečal svoje limite, ali pa temu tako rečva, kje ti je bilo mogoče žal, da nisi upošteval Žontarjevega nasveta? Ali je šlo tekoče in si rekel? Je šlo kar tekoče, jaz se nič ne spomnim, ne bilo kakšne posebne krize. Od je bilo kar v redu za prvič. Se pravi, iz Huda Južne čez Durnik si šel lepo ali si preklinjal svoje življenje, tako kot mi vsi, ko smo še kdaj tam? Sicer se vlečem, ampak rezultat je bil tudi v redu. Sej vidiš, če te začnejo prehitevati, veš, da je slabo. Če pa približno nisi, da te noben ne prehiteva, pa da ti noben ga ne prehitevaš, je pa kar v redu. In potem veš, da je približno dobro bilo. Mene ne vem, mogoče
eden ali pa dva, da ste me prihitela, se jaz spomnim, pa jaz mogoče dva, kot je bilo pa v redu. Dobre, to imaš prav, ja, dobra taktika. Če te drugi prehtevajo, si za nič, če te noben ne prehiti tam, če pa ti začneš prehtevati, pol je pa kar v redu, a ne, razen če nisi prvi na progi, pol ki nimaš nobenega več za prehteti. Itak si šel isto leto, pa še v Ljubljano na maraton probati, ja, takrat je bil maraton že v... Mislim, da ste bili dva kroga, ja. Aha, takrat sta bila še dva kroga, ja. Pa to kontra. Mislim, da je bilo kontra. Še celo kontra, ja. Tam je Ljubljanskih mlekarn smo laufali kontra, gor. Vem, da za mano pa pred mano ni bilo nobenega. To je bilo 35 do 37 kilometer, pa jaz utrujen. Tudi tistega detajla se spomnim, ostalo pa ne. In to sta bila sigurno dva kroga, ja. Dva kroga in potem smo zavili na Dunajsko in smo po Dunajski dol tekli, ja. Tako imaš prav, ja. In pa so Kenijci prišli, ja, če si bil pri nas prihtel že v prvem krogu in ja, ti se je bilo kar hecno. Ljubljanski maraton, evo, Klukca tudi po 3 ure, pa si pa rekel, za naslednjo sezono si bom pa zdal višje cilje, ali si rekel, ne, bom malo treniral še naprej. Ne, ciljev si nisem nikoli postavljal, zato to te preveč obremenjuje. Pa glede na izkušnje, če jaz kakšne plane sem si delal, ponavadi po tistih planov je bilo zelo malo. Pa tudi drugi kolegi, če jih poslušam, imajo vsi v začetku leta ali pa ne vem koliko planov, ampak po tistega ponavadi ni nič in to mene kar precej sem si zadal, da jaz ne bom tega šel in se raj čisto po instinktu nekako prijavljam ali pa odločam, kam ni šel. Če me kdo kam povabi, da greva skupaj, da sem kuj za, pa grem. Na tak način se prijavljam, da pa kaj planiral, kam bi šel, pa da bi ne rezultate si postavljal, zaenkrat še nisem, ali pa sem ta vlak že pelal, da bi kakšne rekorde posebej postavljal. Mislim, da je to že šlo. Bomo videli. To gre krivulja, greš in navzdol. Človek je 45 rekel, da je krivulja navzdol, čeprav poznam cel kup tekačev, ki so po 50 dosegali svoj vrhunec. Jaz sem tudi pri 45 začel, jaz sem pa začel že 20 let nazaj in to že malo obrabljeno. Ne moram, vidite, spoštovana publika, ne pridemo le še do konca, on ima na vsako mojo provokacijo dober odgovor, ja, no. Zato je tudi dober tekač. Zdaj, nekaj me zanima, Ironman si prvič naredil 2015, daj si se pa v triatlon podal, pa zakaj v bistvu? Zdaj, rekel si kolesaril si prej, zdaj si začel še laufati, kje pa ideja za triatlon, pa celo malo daljše razdalje? Jaz sem, kako sem jaz v triatlon prišel, mogoče se sliši malo smešen, ampak jaz sem imel težave s hrbtom. S hrbtom imam težave že praktično zdaj že 15 let. In pa sem bil pri zdravniku, enkrat leta 2013, in ta zdravnik mi je predlagal plavanje, da je to za hrbtenico dobro. In sem jaz pač kupil letno karto ali polletno zimsko za Kranj v bazen in sem pa tam začel plavati in zvečer so pa imeli zraven trening Triatlon klub Gorenjska. Pač nekaj časa sem hodil čisto sam in pa sem tam od temu klubu sem preko bratova sodelavka je tam trenirala in sem se pa nekako povezal preko nje. Me je ona pa spravila v ta klub, da sem pri njih začel malo trenirati oziroma da bi se saj naučil plavati krava, zato žabca ni priporočljiva za tiste, ki imajo težave s hrbtom. In pa sem se tam včlanil in kakšen let sem se tam matral, da sem ta kravelj vsaj približno usvojil. Pa smo začeli s temi kratkimi razdaljami, čist olimpik, to sem dva naredil. Pa je bilo pa, mislim, pol Ironman, to se pravi polovičen Ironman, sem pa v celem zdaj sam leta, pa ne vem, zdaj je bil 2015 ali pa 2016. In ko je bilo, evo, na tisti resni, to je bila že kar resna dirka, pa veliko folka, pa vse skupaj. Zdaj,
laufanje je dokaj enostavna stvar, prideš, laufaš, greš, kar da, padeš v cilj, vertik, tlemaš pa poskrbeti za opremo, najprej kolo nekam obesiti. Ja, v primeri so ogromno. Menjave so tle, pol je treba razmišljati, ko še tam jedu, pa tam pil, pa kje, pa kaj smeš narediti, pa kaj ne smeš narediti. Bog pomagi, a ne? Ja, tukaj nekaj detajlov, pa da ne pozabiš, da so v bistvu 3 športi, plus prehrana, opreme in ne vem, za potrgovine. Že ti, da se pripravljaš, greš na tekmo, moraš cel teden misliti, da ne boš kaj pozabil. Pa da tam vse pripraviš, res je veliko teh enih drobnarij. Tako da je že z tega vidika kar dosti precej drago. Štartnine so drage, ampak če je želja, pa je. Ti si do te želje za Ironman prišel skozi, organsko, skozi pač na ta napredek, pa trening v ekipi, ali je bil kakšen drugi zunanji dražljaj, da ti je rekel, moram narediti. Ironman je tista stvar, ki ga pa moram izdelati, če že tole treniram. Ja, ne vem, meni se že prej, že kakšne 10 let, preden sem začel s tem triatlonom, sem malo gledal, se mi je zdelo tako dosti nedosegljiv, pa te razdalje velike, sem malo tako sanjal, sam takrat sploh nisem tekel, plavati sploh nisem znal, malo sem kolesaril, ampak tako malo v podzavest mi je že ta triatlon, mi je bil všeč, nekako trmast po moje, da sem bil dosti, tako da je bil tak šport zame, samo predvsem v plavanju sem videl problem. Pa je pa pač splet takih naključij, da sem prišel v klub, če ne prišel v ta agonijsko, sigurno ne nikoli prišel do triatlona. Pa to pač napreduješ. Rekel si eno leto matranja s tem plavanjem, mislim, si bil kdaj vmes zafrustriran, hudiča, tole pa pregulena, ne bom jaz se s kolesom vozil pa laufal, kdo rab, pa še, bom rekel, bazen, pa vse to matranje, mislim, kar dolga doba, da to usvojiš, ne. Pa ti vem, po naravi si trmast, imel si fokus, ampak vseeno, včasih ti pa kakšna taka stvar vzame malo volje, ali ti od tebi pač nisi rekel, enkrat bo že. Ja, dokler je napredek, ne imaš tudi voljo, ne. Od začetka hitro napreduješ, pa začne stagnirati, pa ti že hodiš na treninge od plavanja. Dokler je bil napredek, mi ni bilo problem iti zvečer na plavanje. Tisti let, ko sem začinal, vem, da sem bil eno leto, da sem bil 170krat na plavalnem treningu. To je vsak drug dan, mislim, to je prav. Ja, pa še 3krat na teden smo imeli trening, pa še dotkrat sem šel tako soboto v nedeljo čisto. Tako da takrat sem kar imel voljo. Če zdaj nazaj pogledam, zdaj se zelo težko spravim v bazen. Čeprav bi bilo fajn, kakšen dan iti. Rekel si, ja, če že drugega ne, ja, terapevtsko si začel, potem si šel pa na Ironman, zdaj pravijo, mi rekreativci tam zunija, ne, zmer sprašujem, koliko pa trenirate za to, eni trenirajo po 20 ur, eni več, pravijo manj kot 12 ur na teden, skoraj ne smeš trenirati, če hočeš sploh videti štart, kaj še je cilj, koliko si pa ti ur potrošil pa recimo v pripravi na eno Ironmansko razdaljo, evo. Jaz sem po moje povprečno 2 ure na dan za šport porabil, tako da sam si pa res, da sem že imel neke podlage, ne. Jaz sem praktično od 16 leta sem se s športom ukvarjal, pa v glavnem ta vzdržljivostni šport in sem imel neke osnove. Zdaj če pa pri 35 hočejo začeti z Ironmanom, pa sigurno rabijo dalj časa, če se hočejo samo udeležiti, pa priti skozi cilj. Zdaj pa za rezultat pa težko, če pri 35 pa da bi hotel kakšen malo boljši rezultat narediti. Ne vem, kaj zdaj točen boljši rezultat, ampak rečemo, da je po 10 ur. Tako je. Sem jaz po 10 ur, rečemo, da je boljši rezultat. Je res. To je neka magična meja za vsega Ironman triatlonca. Ok, profiči morajo iti po 9, ne? Medtem ko... Ne, profič je po mojem kar že zdaj... 8 pod 8, ja. Ja, 8 pa, ne vem, no. Zdaj je že kar pod 8. Sploh ne spremljam več. To je res.
Včasih, dobri, bi rekel, ali pa malo boljši, ali pa recimo najboljši rekreativci, age grouperji so šli po 9, a ne. Tisti rekreativci, ki so šli pa po 10, so bili pa jih poznam nekaj slovenskih triatloncev, ki so pač to uspeli narediti. Ja, ti si jih naredil 5, vse si naredil po 10 urami, kljukca, evo, ne se hecati, fantje, kako. A ti je bilo kaj strah, sen, ko pa na prvega, ok, bil si pripravljen, sen, pa te je bilo malo strah, a? Kaj če v guma počla, če mi, ne vem kaj, me v toku odnesel, ne vem, hecam se, ampak a si bil ok, malo drugače je pa bilo, si naredil že polovičko, recimo prej, ali kako, ampak Ironman je pa Ironman. Predvsem plavanja, ne. Te prvi Ironman je bil sploh, zdaj je vsaj na 5 sekund jih 5 spučajo v vodo. Takrat smo pa štartali, naprimer, prvi moj Ironman je bil v Višiju in smo štartali tam in rek, ne vem, mislim, da je bila reka ali nekaj za jezen, voda je bila svinjska, mogli smo iti nekam na sredo, cela grupa nas je bila, ne vem, 2 age grupe smo bili in pa smo čakali tam ob 7 zjutraj, ki je bila še na pol tema, na ti štart, pač jaz sem itak zelo slab plavalec še takrat, oziroma sem še zmeraj, nisem bil navajen to v skupin plavati, pa v neoprenu, takrat smo bili v neoprenu, ne. Predvsem začetek je težek, vse ki enkrat prideš v svoj ritem, pa v svoj svet, pa je v redu, ampak začetek je pa zmeraj težek. Po 100 metrih se ne vem, sem mislil, sem imel težave z dihanjem, nisem neoprena dobro, gor obliko, da sem si mislil že obrniti, ampak pa nekako sem odplaval, ampak ne kraval, ampak v prstnem slogu. Celo progo. Vzamem prsti slog, če pol naredim Ironmana v 9:45, evo, vidiš, ti si mi dal, ja ne, jaz bom prej, mislim, ne vem kaj, let v vesolje, prej bom odkravljal 3,8 kilometra, tako da zdaj, ampak če si ti na koncu zvlekel vse skupaj, kjer je bila pa disciplina pol, ki ti je bila pa res pri srcu, ok, te si znal kolesariti na tistem Ironmanu, kje si pol zdaj res zaživel, na kolesu ali šele na teku? Ja, na prvem je bilo najboljše na kolesu, na teku mi je že zmanjkvalo, še nisem bil, ta prvi je bil itak ta prvi, nisem bil toliko pripravljen, pa še na teku vem, da je bilo 35 stopinj. Tisti je bilo kar naporen tek. Je bilo tudi veliko hoje, no. Ampak še zmeraj, rezultat je bilo kar v redu. Ja, če maraton na Ironmanu odlaufaš v 3 urah, ja, pa vmes še hodiš, pol. Ne, na prvem je bilo 3:19. Na prvem sem šel počasneje, vse sem gledal, pač po 3 ure nisi šel, si šel pa blizu na vseh 5, no 3 uram in to na Ironmanu, to pomeni, da mora biti človek kar pripravljen. Kasneje si pa 3 naredil še v Celovcu, ti je Celovc recimo všeč, ti je blizu, ti je bolj simpatičen. Je Celovc je sigurno najboljši zame. Pa če v soboto pelješ kolo v Celovc, greš domov, zjutraj greš na štart, domač teren, veliko domačih navijačev, ne mojih domačih, ampak drugih slovenskih, ja. Ja, ni morja, ampak je jezer. Morje mi ne odgovarja. Aha, ponavadi so valovi tam, pa slana voda, predvsej vode, tiste popijem, ja. 5 Ironmanov imaš, mislim, rekel si plano, da delaš, tako da tega ne bom vprašal, ampak a bi, recimo, še kakšnega naredil, če bi se sestavil, pa če bi imel malo cajta, pa bi spet šel v vodo, pa bi ti zadišal, bi še kakšnega se podal, ali imaš dosti tega matranja? Ja, trenutno nisem motiviran za kakšen Ironman, zato mislim, da imam preveč bolečin, no, za kaj takega. Se ne bi prav več išlo, kar se tega tiče, no, evo, 5 si jih povsem naredil. Bil sem še, po 5 sem bil še prijavljen za 2020 v Celovcu, pa je bilo korona, je odpadel, pa so prestavili na 2021, sem tudi jaz to prestavil, pa je bilo pa 2021, je bilo pa možnost, pa so pa še enkrat prestavili, mislim, da iz poletja bolj na jesenski čas in je bilo tudi možnost pa nazaj vzeti štartnino, pa sem štartnino vzel nazaj, so mi vrnili in to sem zaključil. Alešovi Ironman podvigi čakajo na boljše čase, no, kakorkoli, ne.
5 imaš pod 10 urami, evo, ko pride naslednji, ja, ki jih bomo več, pa se boš pa podal spet na treniranje tega. Zdaj, ko si nehal trenirati, bo rekel, za Ironman, ti kaj več časa ostajal za tek, pa si ga za tek porabil ali pa za kaj drugega, ali kako je bilo to pri tebi? Nimam občutka, da ga je več. Jaz imam, po moje, za šport se zmeri najde čas. Občutam, da imam bolj problem z regeneracijo, da je to, dalj časa sem zdaj utrujen po vsakem. No, evo, ja, pa sva, ne. Zdaj se pogovarjava dva sredi 40 let, ne, kjer se oba zapazila, da pač ni več tako, kot je bilo 10 let nazaj, ne, ko si recimo, tudi če bi hotel vsak dan šel, zdaj pač to ne gre. Kdaj si pa ti zapazil, recimo, ne, da se ta čas regeneracije podaljšuje? Ja, je dejansko to res, da kaj enkrat presežeš 40, ko moraš biti bolj pameten? Ja, ne vem, jaz sem zdaj let, dve, rečemo, ne vem, malo sumam tudi, kakšna korona ali pa ne vem. Mogoče, no, da sem kaj potimo. To se upada s to korono, ne vem. Od takrat naprej občutam, da ne gre več tako, da bi kar po 2 treninga ali pa 3 na dan z lahkoto delal, pa naslednji dan spet isto, pa na polno. Zdaj ne vem, če grem 2-krat teč, malo, ne vem, 20 kilometrov, na polno sem pojte 3 dan, kar precej podrt. Imaš prav, ja. Imaš prav, pa nisi edini, pa tudi sam sebe štejem. Ja, spoštovana publika, se vem, rekli boste svojo lenobo, na račun svoje lenobe se izgovarjam zdaj na korono, ni res, ne? Tudi jaz po koroni pa sem kar nekajkrat prebolel ta nesrečen virus, ne? Se nekako ne morem sestaviti. Mogoče se bom še kdaj, mogoče se tudi Aleš, ampak tvoja statistika, ki me res najbolj impresionira, je pa ta, ne? Boš pa povedal malo okrog tega, ne? Na marathonview.net pogooglate Aleša Debeljaka in not piše, da je naredil 42 maratonov, tega 3 pač gorske, ja, GM4, vse ostale, pazite zdaj to, čisto vse ostale maratone pa je odtekel pod 3 urami, pika, konc. Tam sem jaz iskal tisto trojko, pa jo nisem našel, ne. Zdaj, to drži, a sem se kje zmotil, Aleš? Zaenkrat še, ja. Zdaj pa, ne vem, ne zdaj zaključim z maratoni, a ne se ne še kakšnega prijava, pa bo ta statistika pokvarjena. Zdaj sem v dilemi, za naprej. No, pa dejansko boš rekel, ok, ko si začel, napredoval si za maraton po 3 urami, ti ni predstavljal neke težave, no. Ne, zdaj, ja. Mislim, to ti je bil en svojevrsten, bom rekel, motiv. Maraton po 3 urami mora biti, ne, drugače, brez veze in te je kdaj morda, bom rekel, tudi to pognalo, da si se bolj potrudil v kakšni fazi, končni fazi. Sej, imaš veliko maratonov, blizu 3 ur, no, najpočasnejši je tisti iz Londona, recimo, ne, ampak tam je druga zgodba, ki jo bo še povedal, ne. Vsi ostali so bili kar krepko pod 3, tako da nismo nekih težav loviti te 3 ure, ne, ampak ti nekaj pomeni to, recimo, ne. Ja, mi pomeni, ja. Zaenkrat še. Mislim, ja, odteč 39 cestnih maratonov po 3 urami, ok, mislim, ne vem. Mogoče skozi bolj, a ne, zdaj za nazaj pogledam, pa imam skozi večje težave, se bom skozi bolj zavedal, da je to pač nekje je. No, čeprav v svetovnem merilu, če primeraš, zdaj, če gledaš kakšen Valencijo maraton, ko pa 2:15 v kolonah laufajo v cilj, se malo pomisliš. Ampak, ajde, če se govorimo o rekreaciji, ne poznam veliko rekreativcev v Sloveniji, ki bi imeli, ne vem, tak skor, ne, toliko maratonov, kaj šele vse, ki bi jih uspeli spraviti po 3 ure, pa bom rekel, pa so bili eni res dobri, ne, pa se kjer po nesreči, ok, potem človek odstopi. Si kdaj mogel odstopiti na maratonu? Ne, nisem odstopil, sem pa 2-krat zavil na 21 v cilj, tam, kjer je bila možnost. Enkrat tudi na Dunaju, pa na spet v Radnici. To se zgodi tudi najboljšim. Ja. Zato ni dobro iti na taki maratonik, imajo 21 tudi možnost. Ker pol zaviješ v cilj. Ja. Jaz pa sam še na take hodam, zaradi tega. Ne, mislim, v redu je. Tvoja maratonska statistika je
je v piko nedotaknjena leto tam okrog, ne vem, leta 17, 18, tam si imel vrhunske rezultate, vse, kar si si tekel okrog 2 ure 41, 42, to je najboljši rezultat, pa iz Zagreba, je tako. Ja. Pa Zagreb je včasih kar toliko časna proga, so rekli, noben ni pohvalil, kako si ti Zagreb takrat videl. Pa ne vem, meni ne predstavlja, ne vem, kakšne dolgočasnosti, nobena proga. Tam so, mislim, da so 4 kroge, so 2 kroga. Oziroma 4-krat greš mimo cilja, ne? Pa ti to ni predstavljalo nobene težave? Meni to, ne. No, na Hrvaško imaš sploh, bom rekel, na Hrvaškem si se profiliral, bili smo skupaj tudi, pa pozbil še sam, tudi v Splitu, tam si bil takrat, ko se spomnim, sem te zelo srečal na progi, no to zgodbo moram povedati, vem, da si imel neko manjšo poškodbo, srečala sva se, jaz sem bil na 17, ti na 27, ko sta se tam kroga križala, šprintov si v hrib, po 4 na kilometer. Malo sem se ti poskušal pridružiti, pa si rekel, da te koleno boli, pa sem vprašal, katero, pa si samo še rekel zunanje, pa si odlaufal, to je bilo tako simpatično takrat, ne. In takrat si bil, če se ne motim, drugi absolutno 2 uri 42, mislim. Noro. V kategoriji, ja. Po mojem, mislim, da sem bil 8. Aha, pa drugi v kategoriji, tako. Vem, da si na stopničkah, ja, to smo potem proslavljali. Mislim, težki maratoni, tudi v Istri si tekel, ne vem, pa v Radencih, v Bovcu, mislim, sami rezultati, ki so, bom rekel, že za kakšne zelo ravne maratone izjemni, no, ti si pa na teh toliko razgibanih uspel teči. Mogoče mi razgibani bolj pašejo, no, če treniram v glavnem po hribih, pa če imam po 150.000 višincev, pa normalno da paše tudi vzpon, pa spust, sem navajen. Znaš vzdržati določeno hitrost, tudi bom rekel, v naklonih? Mogoče, ja. Ja. Sprememba položaja telesa je, ne, in pa mogoče greš v hrib, delajo druge mišice, s hriba spet malo druge mišice in ni toliko matranja in je iste mišice, to si jaz porazlagam. Malo sprememba ritma, no. Tiste pa, če pa čista ravnina, pa skozi eno in isto. Morda pa res rabiš iti na kakšen maraton, kot je recimo bostonski, ne, pa ki je podobnega, ker je fejs razdiven, pa ker vsi jokajo, da jih ubijajo tisti klanci, debeljak, vi pa skoč po šprintov čez to. Maraton majorsi, ki so zdaj najbolj vroča stvar, tam zunaj statusni simbol, a te to kaj mika, vem, 2 imaš narejena, na enem so bila skupaj, ja ali ne? Niti ne. Nimam kakšne posebne želje. Je že preveč dosegljiv. Vsi so že tam, hočeš reči. Ja. Ja. Ampak šel si, Berlin se spomnim, smo šli skupaj, takrat si v teku izvrstnih 2:45, bil si sredi Ironman treninga, si razlagal. Potem si šel pa tudi v London, ne? V London si tudi šel. Zakaj si šel recimo v London? London si, najtežji je priti v London, pol sveta bi šlo na ta London, tudi zato, ker je majors, pa tudi zaradi tega, ker je, rekel, eden hitrejših na svetu. Zakaj ti v London? Ja, mogoče zato, ker je težko priti na njega. Jaz sem pa imel možnost, ker sem se kvalificiral preko, ne vem, da je bil prvi ali pa drugi svetovno prvenstvo za amaterje in preko tistih točk sem pa šel zraven, oziroma možnost, da sem dobil štartnino in sem se pač odločil. Ne. Da boš to izkoristil. Verjeten, oziroma skoraj siguren, da ne bom šel nikoli več v London. Pa ti je bil všeč ta maraton, londonski? Ja, ta londonski maraton sem malo drugače odtekel, ker sva bila z kolegom Karlom zmenjena, da ga jaz probam, oziroma mu probam držati tempo, da bi on še enkrat odlaufal po 3 ure. Do 35 kilometra sem se nekako trudil, da bi odlaufala na 35 kilometrov, bilo jasno, da on ne bo zmogel. Pa sem pa jaz pogledal na uro in sem nekako preračunal, da bi mogoče s zelo hitrim tempom v zadnjih 7 kilometrih še lahko prišel pod 3 ure, da ne pokvarim tiste statistike, in se je išlo za pol minute, no, tako da sem odšprintal. Je šlo kar hitro v zadnjih 7 kilometrov.
V bistvu je bilo tako, v bistvu smo spremljali smo vaju takrat, ne vem, na aplikaciji, ne, in tisti kilometrski časi so padali, pa nobenemu ni bilo jasno, kaj se zdaj dogaja. Pa je nekdo rekel, pa bo zdaj Debeljak se vrnil, ne, to ni njegov stil. In potem si ti začel šprintati tiste kilometre, pa smo rekli, no, to je bilo dejansko, ja. Najet zajček je bil, ampak ja, žal pač, ne, človek za njim ni zmogel, no, ampak evo, 2,59 kljubca, v redu je. V redu je. Kako se, rekel si, če te kdo povab, greš rad zraven, če ti težko zraven priti, greš rad zraven, še kakšen, rekel, motivator, da se kam vidiš, ne vem, gre kakšna ekipa tja, kdo potuje tja, pa se priključiš, a še kaj te privlači, recimo, da greš, ne vem, v Verono, v Budimpešto, da greš v Barcelono, v Rim in tako naprej. Ja, kakšna eksotika. To, eksotika, sva pri eksotiki. Čeprav če 7 let vse prav pride, kmalu bo 7 let minilo, odkar si potoval, rekel, na tisti konec sveta, ki po noči gledaš iz vesolja, pa ni nobene lučke, čista tema, ja, severni del korejskega polotoka. Povej mi, kje si to zvohal maraton v Pjongjangu in rekel, to moram biti zraven, kako je pa ta zgodba šla, kje si odkril severnokorejski maraton? Evo. Ja, ne vem, jaz sem že skozi sem spremljal te članke po raznih portalih od Severne Koreje. Mi je zmeraj to fascinantno, to, kar se je tam pisalo, pa te razne pravila, ki jih imajo tam, in to sem zmeraj bral. Potem bil sem tudi prijavljen na te od ŠAPA potovalne agencije na njihove reklame, so letile na mail in je enkrat prišla reklama za maraton v Severni Koreji, oziroma za potovanje v Severni Koreji, pa jaz gledam, kaj tam je vse noti in piše, da je tudi možnost udeležbe na maratonu. In sem se v trenutku odločil, da jaz to grem. In sem se takoj prijavil. Ja, no in kako je vse skupaj izgledalo? Logistika je najbrž kar zahtevna, najbrž na Kitajsko najprej in potem z Kitajske z vlakom čez in mislim, cel kup enih. Ja, mislim, da nas je bilo v skupini 6 plus vodič, ostalih 5 so imeli že prej rezerviran avion z njih drugje, jaz sem pa šel sam iz Brnka, Istanbula do Pekinga, tam me je počakal Matevž Kribernik, ki je bil dol na veleposlaništvu, ima partnerko, nekaj takega, in me je počakal, pa sva šla poj do hostla, tam nek sred Pekinga. Vodič od ČAP je prišel nek z Indonezije, smo se dobili tam, drugi del skupine je prišel sred noči, potem smo bili 2 dni v Pekingu, na teh raznih ogledih, potem smo en dan, preden smo šli v Severno Korejo, smo se vsi potniki oziroma tekači, ki so bili zbrani po Pekingu, dobili v enem hotelu, kjer so nam razložili pravila pa postopke, kako se treba obnašati in tako dalje. To pravico za potovanje v Severno Korejo mislim, da imajo samo 3 potovalne agencije, ki so registrirane na Kitajskem. Lastniki so sicer bili, ne vem, Avstralci, pa še nekaj druge narodnosti. Naša skupina je šla po 2 dneh, mi smo šli z vlakom iz Pekinga to se pravi, po kitajski strani smo se vozili 18 ur, v spalnem vagonu, pa smo tam pristopili na meji čez eno reko na drug vlak, na severnokorejski, pa tam je bilo pa še 6 ur do Pjongjanga s tem severnokorejskim vlakom vožnje. Kakšen je bil kulturni šok zdaj, ki si prišel v državo, kamor praktično večina sveta nikoli ne bo prišla niti videla, ti si pa zdaj tam, na severnokorejski zemlji. A so vas že na meji začeli čekirati, kako vse skupaj izgleda? Ja, na meji so nam pobrali
mobitele pa fotoaparate. Mhm. So rekli, kao, da bojo pregledali slike, pa to, pa kakšne, ne vem, sumljive. Pa torbe so pobrali, pa pregledali, no, ne vem, pa so. Že takrat so bili tako mobiteli vsi na prstne odtise, pa na kodens, ne vem, to je sam predstava za turiste. Tako, no, smo bili pa več ali manj pripravljeni na ta kulturni šok. Veliko smo brali, pa slišali že, pa gledali razne slike, pa to. Jaz se najbolj spomnim tisto, ko smo prišli čez reko, tam pa ta železniška postaja je bila tam blizu, ne vem, 200 metrov preč že v meji. So bili eni vojaki, so pred to postajo so kopalnike oziroma gradili. To jih je bilo cirka 10, ne vem koliko. Okrog pa 20 punc, ki so mahale z zastavami in so jim dajale ritem. To se dobro spomnim. Sam so rekli, da ne smemo mi delavcev nič slikati, tako da nisem upal slikati tistega prizora. Mi je pa kar malo žal tisto. Kako je to Že to je izgledalo? bilo prva stvar je bila to. Prvi stik s tem, kako pa pol, pa ste šli v mesto, to je bilo najbrž vse kontrolirano, nikamor vas niso spustili, skozi ste imeli neke predpisane rute, kaj lahko gledate, kje lahko jeste, kako je to izgledalo. Ja, to je bilo vse strogo organizirano, čist do pike. Mi smo bili razdeljeni, mislim, da po 17, da ste bili v skupini. To se pravi, naša skupina 6 plus 11 raznih, ne vem, v skupini so bili, ne vem, Avstralci, Američani, Singapura. Dobili smo svojo ta glavno vodičko, pa še eno pomagačico, kao študentko, in so nas pojeli. To je bilo vse do potankosti organiziran, kam nas bojo peljali. Program je bil natrpan do minute, vse po moje splaniran na te razne oglede. Seveda so nas vozili po Pjongjangu samo na te punkte, so poveličevali Velikega una, ja. te razne dvorane gromozanske. Za vsak šport imajo tam, so imeli svojo dvorano, ne vem, hokejsko dvorano, da so imeli dvorano za streljanje, strelišče, rokometna dvorana je bila čisto svoja. To je bilo vse, za vsak šport svoja dvorana, in to ogromna dvorana, rečemo, velikosti Stožice. Noro. Plus štadion je pa itak največji na svetu, zaenkrat, za 114.000. Ja. To je tisti, ki igrajo nogomet. Bili smo zunaj štadiona, nismo bili not na njemu. To, kar je bil pa maraton štart, je pa en drug štadion, tisti bil pa za 50.000 ljudi. Ti si bil pa tam mal. Ja. Mislim, videl sem si pogledal reportažo, pa vidim tam ogromne ceste, pa zelo bolj malo avtomobilov, ne. Mislim, nekih nakupovalnih centrov, pa ljudi, ki bi se to trlo, tega tudi ni, kako je vse skupaj. Kakšno življenje tam, no, je malo tako, malo nenavadno vse skupaj, ali kako to vse skupaj izgleda? Ja, je drugače, še posebej pa, ko razmišljaš, kaj je drugače. Če takrat tam sploh ne veš, začneš premišljati, ne. Naprimer, ta podeželje, ki se z vlakom pelješ, se je meni zdelo vse tako temačno, vse rjav, siv, ne vem, nič ni rasel, nobenega zelenja, občutek, to se pravi, avtomobila itak nobenega ne vidiš, v glavnem se vozijo sam s kolesom. Na vsak tej postaji železniški je slika obešena, to se pravi, s tem dedkom pa očetom od tega zdajšnjega predsednika. Vse tri generacije, ja. Da, to poveličujejo povsod. Kar se tiče pokrajine, sem jaz temu se predstavljal, kot ti bi gledal en film z Prve svetovne vojne, isto. Tak občutek, no, imaš. Tisti na pol barvno. Po poljih so v glavnem so tam orali z voli,
ni bilo. Ali pa kakšni res stari ruski traktori. Sam tisti traktori, po mojem, šel počasnejši pa vol. Tako sem jaz imel občutek. Pa po poljih na vsaki tok časa si videl, ne vem, množico 20 ljudi, so bili v klopčič tam in so, ne vem, nekaj, koliko depene kamenčke pribirali, pa ne vem kaj. Sam, da so se zamotili. Vsi imajo nekaj za delati, sam koliko pa naredijo, to je pa drug. Efekta pa ni, pravga. Mislim, Moje dela imajo za 3/4 dneva, samo naredijo pa to, pa mi delo v 5 minutah. Ja, recimo s ta malimi škaricami travo režejo, pa take fore. To je bilo tudi veliko, ja. To smo šli dol na mejo, korejsko, z Južno Korejo, tega je bilo tudi kar veliko videti. Ob avtocesti na sredini je vse kao ena živa meja in so bili s kolesi, videl, da so imeli kolesa parkirana in po 10-15 grupa ljudi pa strižijo škaricami tisto živo mejo. Grozno, vse, revščina je velika, ampak ljudje neki delajo. No, sam verjete, mi ta pravi revščine mi nismo videli. Mi smo videli najbolj bogate privilegirane, ne? Tisti, ki so v Pjongjangu, so itak sigurno privilegirani. Pa vozili so nas sam po ta glavni aveniji. Kdaj se mi tudi imel občutek, če nam je kaj časa ostalo, se je imel občutek, da se mi toliko dolgo vozimo, da te parkrat gor pa dol vozimo, sam da je tisti čas minul. Tako sem jaz imel občutek. No. Pravega stika v bistvu z lokalci tako niste imeli, ali kako, da bi se kaj z njimi pogovarjali. Kako? Mogoče še najbolj v podzemni železnici, ki smo se enkrat pelali, takrat so ravno šli z dela, po moje, tisti se vidi, kjer so bolj navadni, so pa zelo sramežljivi, pa vsi so gledali v tla, noben se ni pogovarjal z nobenom, to sem opazil. Jaz mislim, da ima vsak strah, kdo je v duh, kdo ni. Grozen. Na tak način, no. Da se vsak ga boji, za nobenega ne ve, kaj je točen. Nerealno, no? Nerealno. To, kaj ne distopični filmi skoraj, da vi ste to videli živo. Kaj pa hrana, kaj so vam pa za jesti dali, kakšne lokalne specialitete ali bolj zahodnjaško hrano? Hrano so pa pretiravali, ne. Do nas so se obnašali kot da si imel kar slab občutek. Že ta prvi dan smo prišli, to se pravi, mi smo prišli zelo pozen, mislim, da je v mene 9 zvečer, ki je v Pjongjang, so nas peljali v restauracijo, tu imajo posebne dvorane za take mi in so nam tam postregli, ne vem, 10 hodov, mislim, da smo imeli hrane, ne vem, preveč. Že s tem so hoteli pokazati nekako verjeten, kako so bogati. Da je tam življenje pa res. Na koncu še plesalke bile, so plesale tam med mizami na pol veselice. No, da bi šel kakšen dan pred maratonom pa malo polaufati, pa najbrž ni prišlo v poštevo. Ja. Sploh ni bilo časa, zato ki je bilo mi smo prišli zvečer, maraton je bil pa že naslednji dan zjutraj v Bosni. Aha, ste šli direktno tja. Kako pa je to izgledalo, recimo? Zdaj si predstavljam, da je tudi maraton nekaj posebenega tam. Ne? Tja so vas dostavili tam, to so tekli tudi lokalci, vem, da je bilo nekaj, da je bila elita pa odprta kategorija posebej, ko so to ločali, ali so samo turisti tle laufali v tej odprti kategoriji, tudi kakšen lokalc? Je odprt, to se pravi, mi smo bili razdeljeni med amaterje pa profesionalce, štartali smo skupaj sicer, to se pravi, profesionalci so bili kao samo severni Korejci, pa po mojem je bilo še nekaj tistih povabljenih, verjetno zato, da so zadostili to je bil, ta maraton ima bronasto značko, verjetno mora imeti določeno število tujcev. To si že bronasto. Tam je bilo, ne vem, ena temnopolta Indija je bila še z njo vsaj prvo polovico, pa je zaostala. Štartali smo skupaj, ja. Severni Korejci so bili veliko hitrejši, so že tudi ta prvi so ušli. No, ko pa, zdaj
si predstavljam, vem, kakšen je maraton v Berlinu, pa vem, kakšen je v Londonu, pa v New Yorku, pa vem, kakšen je v Radencih, pa kakšen je, ne vem, v Beogradu, ampak kakšen je pa maraton v Severni Koreji. A so kakšni navijači v progi, kako je z preprečevalcem, kako to vse skupaj sploh deluje, neka široka cesta, ki ti laufaš od enega konca do drugega. Ja, začeten del je po mestu, pa laufaš po teh širokih cestah. Ki so zaprte za promet, najbrž tako je bolj malo. Ja, takrat so zaprte in tukaj po mestu je bilo kar precej gledalcev. To so bili verjetno naštevilni. Otroci šole, ne vem, pa tam so mahali, pa pozdravljali, ker ta drugi del, maraton se je tekel 21 km v eno stran, pa 21 po isti stran nazaj. In ta prvih 10 km je bilo po mestu, ta drugih 10 km je bilo pa že bolj izven mesta. In ta prvih 10 km je bilo kar precej gledalcev, pa nič več. Kar se tiče WC-jev, posebnih WC-jev ni bilo, so pa bili, če si hotel na WC, si mogel iti v bloke, to se pravi, splohe dol zaviti, pa v stanovanja od blokov spodaj, ne vem, sicer to jaz nisem uporabljal, ampak ta možnost je bila. Kar se tiče ukrepčevalnic, je bila itak samo voda, samo vsaj nazaj grede je, čeprav sem bil jaz med prvimi, na ukrepčevalnicah ni bilo, je že vsega zmanjkalo. Ni bilo več. A še bilo pa vreme takrat aprila tam? Ja, zjutraj je bilo kar precej mraz, tako da sem imel še dolge rokava, pa se je pa ogrelo, ampak drugače pa jasno. Pa vetrovno, prvi del je pihal veter v hrbet, nazaj po prsa. In potem ste se v bistvu srečevali s tekači, ki so bili pred tabo, prej pa potem za tabo? Ja, po drugi strani so tekali. Po drugi strani smo. Prvi del po desni strani in nazaj pa po levi. Po tistih širokih cestah, ja. A si med tekom vedel, recimo, da si med amaterji na prvem mestu? Ja, nekaj časa nisem vedel, zato od začetka je bila kar gužva, se teče še 21 pa 10 km, na 10 km so obrnili po 5 km, na 21 po 10, mi smo pa še naprej do 21, pa tam obrnili. In pač od 10 km se to precej razrič in kar naenkrat pa po vseh teh manjših maratonih ostane sam, pa takrat je bil in z motorjem je vozil zelo, ne vem, svetovno starmo, nisem, kakor ena Java, ne vem kaj. Res zelo star motor, ki je bil zelo glasen in po tistem sem sklepal, da sem jaz bil ta prvi, zato ker je skozi ob meni vozil. Seveda, ti ni znal nič povedati, kjer si, ampak a te je to motiviralo, si rekel, moram stisniti, si se kaj vzrl v krog, če je kdo za tabo, ali pa si sam šel? Ja, sigurno ne mi motiviralo, da sem se trudil, pa malo nazaj gledal, če kdo prihaja. Ampak ni bilo, v bistvu nisi imel na konci, ne vem, imel neke 3 minute ali koliko razlike do drugovrščenega. Ja, mislim, najbolj 3 minute, nekaj časa. Sem pa imel tudi krizo, ja. Malo pred ciljem je en klanc na 39, je bilo kar dosti breh, takrat vem, da sem tudi nekaj hodil in me ta poj z motorjem še celo spodbujal nekaj. No, in kako je bilo pol preteč, takrat je bil na štadionu še en dogodek, ali kako to si že razlagal, in ti si pretekel na ti štadion kot v bistvu zmagovalec med sicer amaterjem, ampak nič ne deja, kako je pa vse ti izgledal, mi to povej. Ja, ne vem, tisto je bilo ena kvalifikacijska tekma ženske, skupina B za uvrstitev na azijsko prvenstvo, po moje, nekaj takega, Severna Koreja, Uzbekistan se igra. In to se spomnim, da je bila 92. minuta, na semaforju sem videl, takrat sem jaz prišel na štadion. In pa je odlaufa še tisti krog po tartanu in prideš v cilj, ne vem, ali so sploh tisti gledalci verjetno niso vedeli, da sem jaz kakšen zmagovalec.
Je pa bil v cilju tisti strah, da si ga prelizal in to je to. Pa poln stadion praviš takrat. Ja, 50 000. Ne bi Ampak- bilo ljudi. Ja. Je pa sledila pač poteku pol podelitev, kaj pa, ne? Podelitev ste pa imeli, takrat pa so pač vedeli, da si zmagal ali kako. Ja. Ja, podelitev je bila, to se pravi, limit tega maratona je 4 ure. Ko je bilo 4 ure po začetku štarta, 4:00 so zaprli te glavne vrata, ko smo pritekli maratonci na stadion in kdor ni prišel po 4 ure, je vstal zunaj stadiona. Kaj to pomeni? Tam tudi jaz prišel gotovo, zdaj se pa znajde. Ne vem, kako so. Verjetno so zunaj počakali in se jih nekako pospremili, ne vem. Aha, ja. Verjetno z avtobusom. Razumem, ja. Ne spomnim se, kolega, ki je bil kar nekaj Slovencev takrat dola, ne? Mislim, da vsaj enih 5, pa poznam, bil je Martin, pa Matjaž je bil, pa že prej rekel si Matevž, no, pa so mi razlagali, da je bil mail, da je kakšen teden ali 2 pred tekom prišel mail, da so skrajšali limiti 4 ure pa pol na 4 ure in če kdo ni sposoben tega, naj se raj prijavi na polovičko in pa smo se mi hecali, kaj se zgodi pol, a zadnji, ponavadi na teh maratonih je zadnje vozilo kakšen avtobus ali pa rešilc, tle pa tank, pa pač pol strela une, ki so, to je bil pač hec, ampak ja, dejansko 4 ure limit, kdo to odlaufa, ostali pa niste Ja. na maraton. Ja. Le se držijo pač teh pravil. No, Ne in- tako pa. Ne, tako, kje je. No, in ko si, okay, ko je bilo podelitev, ko pa je to izgleda, da mi pa povej, to je bil, ne vem, en je tam napovedoval, potem so nekako po korejsko prebrala Aleš Debeljak in ti si v tem celem stadionu pomahal. No, pred to podelitvijo se spomnim, da so vsi ti, ki smo mogli iti na stopničke, so nas popisali, pa vsak je imel okrog, naprimer 2 vojaka. Vem, da sta mene 2 vojaka sprašvala, pa s tistimi beliškami sta pisala. Vse to je znano, so povsod ti vojaki z beliškami stojijo. Mi sta zapisovala, pa jaz sem jim mogel črkvati ime pa priimek. In to je trajalo kar precej časa, da sta se ti zapisovala, zato da so znali poj napovedati nas. Bilo je pa to na sred stadiona, najprej so bili profesionalci, pa smo pa še mi šli gor. In so, mislim, ko sem stopil na glavno stopničko, si dobil, ne vem, šopak rož si dobil, pa ne vem, gromozanski aplavz celega stadiona. Kako? Šopak rož pa diploma. To je Pa to. rečeno je bilo, da je podelil minister za šport korejski, ki pa ni te nič pogledal v oči. To pa Aha, to je bilo vse. dol, ja. Zdaj imaš rože, pa zimiško. Medalje menda bi mogel naprej naročiti, ali kako, če bi Ja. hotel imeti. Tako je bilo rečeno, jaz se sploh nisem, ne vem, ko so rekli. Ne. A bila še kakšna posebna, kakšna posebna čast za vas zmagovalce, a so vas potem odpremili, zdaj pa lepo se majte, imamo naprej stvari za delati. Ne. Mi smo imeli zelo natrpan urnik in po mojem, da je ta moj rezultat je po mojem mal ta urnik, jih je po mojem mal zmedel in tako, da smo mogli kar hitro pohteti naprej. Smo imeli že naprej program. Ampak vse, pa ostali, recimo po vodič, pa to, no, vse so imeli zdaj med sabo zmagovalca severnokorejskega maratona, to pa jih ni vsak dan, no. A ste kaj proslavili, če ste sploh lahko? To nismo nič sam. Malo je bilo heca v tem naprej. No, ko si se vrnil v Slovenijo, pa je bilo nekaj medijskih odmevov, no, tisti članki pa prispevki so kar bili pol, no, si bil kar senzacija, neka posebna, ne? Ja, nekaj je bilo, ja, tudi nekaj sem bil še po televiziji, na svetu, mislim, da pa na 2 intervjuja sem dal, pa nekaj za sportal. Ko so pa rekli prijatelji po domači, no, ko sem prišel, pa si rekel, jaz sem prvak Severne Koreje, ne se hecati z unom, mava zdaj vas vse na očeh, ali kaj. Najbrž je bila, mislim, ne vem, najbrž je bilo nekaj posebnega to, no, vse, ne, tudi za okolico. Ja, malo presenetljivo, ne, jaz itak nisem nobeno povedal, da grem. Aha, še to, ja.
Kako pa si sam, evo, kot pa sam, pa prišel nazaj, pa smo prišli, kako pa sam vse skupaj dojemo. Najbrž je bila neka posebno zadoščenje, da ti je ratal. Ne sem videti Severno Korejo, prideti tja, si pogledati, pa še zmagati na maratonu, ki je bil takrat, ne vem, izveden četrtič, pa zdaj že kar nekaj let ne, pa ne vem, kdaj bo spet naslednji. Kaj pa vem, zdaj, če da nazaj gledam, ja, sem zelo zadovoljen, da sem se odločil, da sem šel, pa verjeten, če bo še možnost, da bi po moji, da bi še enkrat se za to odločil. Bi šel še? Ja. Zato, ker bi verjetno z drugačnimi očmi bi po mojem malo pogledal še. Zdaj, še zmeraj nisem toliko, ne vem, kar se tiče Severne Koreje, ne vem, sem v določenih dvomih, kaj je res, kaj ni res tam, ne vem, zelo zanimivo. Se pravi, bi šel, če bi bila priložnost, bi mogoče še enkrat se podal na tisto pot. Ja. Zanimivo. Severna Koreja, kaj pa kakšna druga azijska država, Kitajska, Japonska, ne vem, tam je tudi cel kup enih, kitajski zid recimo, ne. To bi šel? No, na kitajskem zidu smo bili takrat. To imaš tudi kljukico, ne rabiš maratona tam laufati. Ja. Ne rabiš. No, mislim, ja, prvak Severne Koreje, jaz sem probal iskati še rezultate od ostalih let, pa tega na internetu ni, ne, boh ne dej, ne, od Severne Koreje, kakšnih rezultatov, tudi kakšne tuje agencije tega ne vodijo, tako da, ja, hvala Bogu, imamo slovenske medije, tako da je zavečno zapisan v anale. Matevž mi je zadnjič... Lahko povem, na Stravi imam konj, ta prvih 21 kilometrov, še zmeraj, to sem šel preveriti. Strava, ok, se pravi, potem te meni ga ni vzel, pa ta segment je na Stravi, kar je že samo po sebi nekaj posebnega, ampak kako, a je tam lovil internet oziroma lokacijske, bom rekel, aplikacije, je to delovalo tam? Ja, ura je, GPS je delovala. GPS je delal. Mobitel pa ne. Signala pa, da bi to... Tis ni bilo, tis smo bili čist zaprt. To šele, ker smo prišli v Peking, smo se lahko povezali z ostalim svetom. In potem ti to naložil na Stravo in joj, če bi bila Strava takrat toliko popularna, kot je danes, bi dobil 12,000 kudosov. Ja, takrat je bilo pa še vse skupaj bolj v povojih. No. Ampak evo, poštovana publika, pejte na Stravo, najdite ta maraton aprila 2017 pa Debelaku, pa si zaznačite ta segment, če ga hočete kdaj podirati, da boste videli, koliko morate iti. Ne? Nimate šans. To je pa nekaj posebnega, se pravi te take stvari, še kakšna eksotična, rekel si, da ni lež plano, ampak je kakšen tak maraton, ki bi ga mogoče šel, pa res ne more vsak priti, recimo na Antarktiko ali pa ne vem, kam še, ne, ki bi te pa povlekel, če bi bila šansa. Če bi kakšnega poznal, po moje, da mi ne bi bilo treba dolgo pripričevati. Koliko se jaz poznam. Ali pa kakšno Avstralijo, zdaj, ko v svetovno prvenstvo. No, pustimo se presenetiti. Ja. Nekaj mi še povej, ker sem že pa Aziji, v Japonski, eno dobro zgodbo imaš od doma, pa povezana je z Japonsko, pa z japonskim veleposlaniki in vse skupaj. No, te zgodbe napozna vsak, pa povejo po svoje. Zakaj Japonci recimo zahajajo na vašo domačijo že kar nekaj let? Ja, to je že kar stara zgodba, zdaj bo moj že 50 let, ker je bil, to se pravi leta 76, je bil takrat še prestolonaslednik, ki je bil cesar, je bil pri nam na obisku, na ogledu kmetije. Po naključju, ali so ga tja pripeljali, ker ste bili nekaj posebnega? Naša kmetija je bila zbrana za ogled takrat. Verjetno je bila bolj med naprednejšimi za tiste čase. Pa med potjo je bliz Brda je, pa šel je proti Bledu in je nekje vmes. In zato je lokacijsko pa časovno se vse šlo. Sicer je cesar že ni več, zdaj že to je bil od leta 89 do 2019, mislim, da je bil. No, in on se, ta prestolonaslednik, ki potem cesar se je oglasil pri vas, ja, si ogledal kmetijo, ja, in kaj se je potem zgodilo oziroma dogajalo? Leta 2000 je pa šla še njegova hči, takrat je bilo zelo tako na hitro, to se pravi, ona je bila na Brdu in je
takrat povedala, pač, da je od doma, da je bil njegov oče, pa žena, da sta bila pri nam in da želi še tudi ona k nam priti. In to je bilo pa vse v enem dnevu, vse organizirano. Bravo. Takrat je on pustil vam kakšno darilo takrat, ali kako je bilo? Ja, darilo leta 76 je bilo kasneje prišlo. Aha. To je, ne vem, ne set enih žličk z emblemom. Ta emblem so krizanteme, take vrste pribor imajo samo tam cesarjeva družina. Na dvoru. Se pravi, družina Debeljak iz Podbrezij je ponosna lastnica žličk, ki jih imajo samo še na japonskem dvoru, mislim, noro. Zdaj, a so vas povabili tudi morda tja na obisk, zdaj, ko ste malo bolj gor vzeti? Ne, to nas niso. Bil pa je japonski veleposlanik, ki je bil tudi pri nam. Leta 2005 so snimali oddaje tudi od nas. Takrat se je poročila ta hči. V ta namen so prišli snimati. Prav. Se pravi, zdaj pa sam še čakaš, da tebe povabijo na tokijski maraton, ne? Ja, pa da se potem tam s cesarjem selfije narediš, pa je to. No. Zdaj, mislim, lahko bi te, no. Samo moče ne vejo, da si tako dober maraton. Vprašanje, če cesar sploh ve za maraton. To se s tem ukvarja, ampak ja, če bi vedel, bi te lahko povabil. To bi pa šel, no, vse to bi pa šel, ne. Tokio bi pa šel. Aleš, a vidiš, ne, so se pogovarjala na štartu, pa si rekel, jaz nimam veliko zapovedati, pa uro pa pol, ne, že veselo razlagaš te svoje zgodbe, ne, pa lahko bi še z lahkoto, super pogovoriti. Ne, vrhunsko ti gre, ne bom te več dolgo mučil, samo še veliko vprašanj, ampak dajva zaključiti samo še z disciplino, ki jo zdaj zadnja leta veselo prakticiraš in si tudi dober. Trail je zdaj, rekel si, treniraš veliko klanc in ko greš na dirke, na traile, si tudi, bom rekel, v naravnem okolju. Si zmagoval v Soči, v Ribanci, v Idri, imaš kar nekaj lepih uspehov. Ti je to tista stvar, ki te je zdaj glavna morda? Trail je v bistvu, to je odmik od časovno je težko primerjati rezultate na trailu. In pri maratonu se pa točno ve, je ravninski tek in točno veš, koliko si vreden. In zdaj pri maratonu so rezultati začeli padati in če rezultati padajo, si nisi več zadovoljen in potem se pa umakneš na traile, tam pa je vsak trail ima drugačno konfiguracijo terena in so tudi časi drugi. In po mojem je zaradi tega tam bolj na to zdaj. V naravnem elementu, praviš. Ja. Kje si že srečal medveda, to je tudi znana zgodba? Ribanca. To je bilo leta 2022. Medved je pač ušel baje takrat, oziroma itak te ni mogel loviti, ker si ti zmagal pa z lahkoto. Ne, medved mi je pričil pot. Od strani prišel, pa to se pravi, to je bilo, mislim, da je 50 metrov pred mano je mi pričil, sam pa sem se jaz dostavil, pa nisem videl, to je bilo zame, nisem videl, ali grem naprej in se šel nazaj do okrepčevalnice. Sem spraševal tam na okrepčevalnici, kaj naj naredim, da sem pač medveda srečal. Pa je eden tam na okrepčevalnici mi rekel, da sem imel srečo, da sem ga srečal, on že tam živi, ne vem koliko, cel življenje pa še nikoli ni v naravnem okolju srečal, da ni bom vesel, da sem ga, pa da ne grem naprej, pa da bo šel on z mano, pa da se va skupaj drla, da ga bova pregnala. In greva po cesti naprej, se nazaj obrneva, pa greva proti cilju, po kakšnemu kilometru, pa tega medveda spet srečava, je pa laufal po cesti pred nama. Je bil tudi ta iz okrepčevalnice zadovoljen, da ga je videl. In prideva spet v en ovink, iz ovinka ven, pa medveda nikjer več in takrat naprej. Si šel pa sam v cilj, ja. Ja. Se pravi, srečal medveda, lokalcu mogoče, da ga je videl, pa še zmagal si, mislim.
Ja, spoštovani in spoštovane, ko se bomo to enkrat zgodili, evo, pomate pa lahko, pol vas pa povabim v podcast, boste lahko to povedali. Tako, mislim, kakšne zgodbe, Aleš, kljub temu, rekel si, v Trelih si doma, zdaj vsem pa zavinta še, bom rekel, na cesto ali pa na kakšno ultro, bil si na stotki na mrtvi reki, v Kranj hodiš na 6-urni tek, vsem te še mal vleče, tudi tale ravnina, asfalt, trde ceste. Ja, se vidim. Vleče, ja. To so ne nove discipline, tam še ni nobenega rezultata in postavim rekord. To je dobro, to je v redu. To je v redu, se pravi, če bo še kakšna nova disciplina prišla ven, te zna zamikati, da bo šel to probati, ali kako? Mogoče, ne vem. Dobro. Odvisen od trenutnega razpoloženja. Trenutno praviš bolečine, poškodbe, kaj imaš, s čim imaš največje težave ta trenutek? Z levo nogo. Bolečina, vzrok je pa hrbet. Vretenca so nekaj posedena in bolečina pa seva v sprednji del stegenske mišice po preponu. Občutek imam, da ni ta pravi moči več v nog. Izvoli, ja. Predvsem po hribih zdaj je dosti sprememb ritma. To se pravi, če greš v hrib, ne tečeš, bolj hodiš, pa hitro hodiš, z brega dol nekako še gre, pa tiste določene ravninske dele pa tudi se nekako prigrize. Tako da zaenkrat to pa zdaj bomo videli, kako bo naprej. A bo šlo na slabše, na boljš težko, na slabš pa mogoče bo šlo pa na boljš, ko ne veš. Mogoče bi mogel kakšno daljšo pauzo narediti. Sam, doma pa cajt za daljše pauze. Ja, to je pa res. Po 25 letih neprekinjenega športa je težko. Težko, ja. Par let še zdrž, ja. Da par stvari še narediš. Zdaj, zaključek te bom samo še vprašal, vem, da ne planiraš, ampak sigurno veš, kje boš v naslednjem mesecu ali pa 2, kje se te da srečati, pa še kaj povprašati o tvojih ekspedicijah, pa tvojih zgodbah. Kje boš nastopil? Bom na tole, mislim, da je Savinjska trail. Savinjska K6, ja, ok. Ja, to sem dobil eno štartnino, pa še nekaj, pa še eno nagrado, da bom za ene tekmoval, ravno kar sem dobil 2 dni nazaj, zato grem. Pa tam sploh še nisem bil, pa ne poznam nič tistega konca. Super je. Pa mogoče to edin teren še lahko nekako. Mogoče še rezultat naredim. Vsaj približno, no. Bravo. Prvo sigurno ne bom, med 10 pa rečem, nisem na konkurence. Ampak sej, ni važno, nisem jaz toliko obremenjen z rezultati, ampak jaz se bolj primerjam sam s sabo, pa z preteklimi rezultati. Sigurno je pa strava, mi pa največja motivacija, to pa lahko povem. Glede na to, da imaš 170 komov oziroma kronc tam nekaj tazga, večinoma tekaških, to ti je. Vsaka tista kronca, ko odlaufaš, povzameš en segment, ti mal, da smešek da na usta. Kako? Ja, jaz priznam, da mi, no. Enkrat sem ti vzel... Za razliko od drugih. Ja, eno kronco sem ti enkrat vzel, pa si jo pol vzel nazaj, ampak ja, ker sem videl, da pač zalešem. Da moram zdaj že kar malo zbirati, kakšne take, ki jih naprej še lepica, pa ne vem, manj. Zato, da niš... Res zakotne, tako hočem še kaj dobiti. No, zaenkrat, kar sem gledal tvojo stravo, ti še ratuje, no, tako da... ja. Ne, dobro rečem, sej ni tok, ampak nisem pa tak, da bi se res pripravil na segment, pa da bi se tam ustavil, pa počil, pa bi se zaletel. Pa šprintov, ne, greš v... Pa grem pa celo traso, svoj tempo, pa mogoče tisti segment, če ga poznam, oziroma če vem, kje se začne, za malenkost bolj stisnem. Ampak res sam za malenkost, zato če prej grem precej na hard. Da bojo vsi gledali tvoje stravo, no, zdaj, evo. Ne, se ni to hudo. Ne, ni hudo, je fajn, no, je motivacijsko, tudi še za koga. Dragi Aleš, jaz se ti bom zahvalil za res super pogovor. Imam še en dolg do tebe,
ja, še iz koronskih časov, ko sem razpisal, takrat smo razpisali nagrado za prvega, ki bo šel pod uro pa pol na blejskem razglednem trailu. To je tebi uspel, ne samo uspel, šel si 17 minut pod to znamko in takrat sem obljubil kremšnito vsakemu za vsako minuto, ki bo šel pod to. Tako da 17 kremšnit ti moram enkrat še dostaviti, a ne? Ja, nekam, a ne? Da poravnava pač ta že skoraj 4 leta star dolg. Tako, evo. Bomo nekaj skupaj. Bomo nekaj ušpičeno povedali. Aleš, Debeljak, hvala ti za tvoje super zgodbe. Lej, se vidimo tam zunaj, na terenu, pa boš še kaj povedal. Hvala, enako. Srečno. Ja, živijo. Čau.